S kitkom v svet pravljic. Kot vsak torek ob 5:30 zvečer je tudi danes čas, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes boste slišali pravljico Kako je Fužinar ukanil škrata. Pravljica je bila objavljena v knjigi Zlato pod Blegošem, povedala pa vam jo bo knjižničarka Tatjana Bertoncelj. Ko so v Rudnem pod Dražgošami še kopali železno rudo za Fužine v železnikih, se je po jelovških hostah potikal gorski škrat, ki je v temnih nočeh prihajal v železnike in pojedel vse, kar so mu dobri ljudje pustili na okenskih policah. Stari železnikarji še dan danes pripovedujejo, da je imel škrat od vseh jedi najrajši kuhano proseno kašo in da je človeku, ki ga je bil kdajkoli nasitil s kašo, rad pomagal, če je zabredel v revščino. Takrat je v železnikih živel star Fužinar, ki je imel ženo in 7 otrok. Doma je bila revščina. A kjer je revščina doma, živi ljudje dobrega srca. Tako je gorski škrat prišel neke noči tudi k okenski polici revnega Fužinarja. Četudi je vedel, da je Fužinar reven in da ima številno družino, je vseeno prišel pogledat, če so mu na oknu pustili kaj za podzob. Fužinar pa je bil prebrisanec. Nekje je slišal, da škrat rad 2-krat povrne denar, ki ga najde pri ljudeh. Zato je postavil na okensko polico polno latvico kuhane kaše, zraven nje pa je položil srebrnik. In glejte, naslednje jutro je Fužinar našel na okenski polici prazno latvico, v njej pa 2 srebrnika. Poslej je sleherni večer nastavil na okensko polico polno latvico kuhane prosene kaše, zraven nje pa srebrnik, in sleherno jutro je našel na oknu namesto enega kar 2 srebrnika. Sčasoma pa je Fužinar postal objesten in lakomen. Zato je neke noči zakričal: "Škrat, ti si bogat, pa mi daš le po 1 srebrnik, prinesi mi jih pa vam pehar, če si zakaj." Škrat pa je zastokal odgovor: "Ojoj, Fužinar, mnogo zahtevaš od mene, toda če mi daš mater in otroke, ti bom naslednjo noč prinesel zvrhan pehar srebrnikov. Velja?" "Velja," je pristal prebrisani Fužinar, ki je imel ženo in 7 otrok. In škrat je naslednjo noč zares zvrhano napolnil srebrniki pehar, ki ga je bil našel na Fužinarjevem oknu. Od polnoči do jutra je srebro, ki ga je bil škrat metal v pehar srebrnik za srebrnikom, cingljalo, kot da bi pili drobni srebrni zvončki. Komaj se je pričelo svitati za Martinvrhom, komaj se je nad Sevško soro in Smolevo spletla meglena tančica, a še prej, preden se je mlado sonce ogledalo v obeh vodah, je škrat potisnil v usta drobne prste in zabrlizgal, da je prebudil starega Fužinarja. Ta je brž vstal, se v samih spodnjih hlačah približal oknu in zagledal na polici poln pehar srebrnikov, ob njem pa škrata, ki je poplesaval in pel: "Tu imaš jih, srebrnike, meni pa čim prej prinesi mater in otroke." Fužinar je odnesel poln pehar srebrnikov v sobo, nato pa pohitel h kurniku, ga odprl, spustil na dvorišče kokljo s 7 piščanci in zaklical škratu: "Tukaj imaš mater in njenih 7 otrok." "Ogoljufal si me, ogoljufal!" se je jezil škrat in se od jeze penil kot razdražen polž. "Obljubil si mi mater in 7 otrok. Ali ni tudi koklja mati in piščanci njeni otroci?" se je zasmejal prebrisani Fužinar. "Niti z besedo nisi zahteval, da želiš imeti moje otroke in njihovo mater." Kaj je hotel škrat? Spoznal je, da ga je Fužinar ukanil. Pobral je kokljo in piščance in jo čez Kosmatji vrh ubral nadaljno jelovico. V železnike pa ni prišel nikdar več.